Pozdravljeni. Danes je z mano Katja Alabovt iz Zavoda Krog. Katja, sem prav povedala? Ja, v bistvu je Alabud, ampak je že v redu, ni problema. Katja je vodja projektov na Zavodu Krog in sicer predvsem deluje na projektih humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja z lokalnimi partnerji v območjih Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Danes se pa pogovarjava, Katja, o tvojem delu, o tem, kako je to povezano tudi z našim projektom Trajnostno, lokalno, globalno. In seveda, če mi lahko na kratko malo poveš kaj o sebi pa o svojih projektih. Ja, zdaj jaz že kar, bi rekla, veliko časa sodelujem, delam na Zavodu Krog. Mislim, da smo sodelovanje začeli 2011, in sicer v okviru enega projekta, ki se je v Afganistanu odvijal, potem smo pa kar ostali na vezi oziroma povezani nekako, tako da, ja, kot si že omenila, no, jaz sem na Zavodu Krog bolj zadolžena za to območje Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, se pravi, večinoma so to arabsko govoreče države, zato ker sem nekako že prej tja veliko zahajala, vzpostavila, bi rekla, stike, se spoznala z številnimi organizacijami, tako da smo potem preko projektov, ki jih zdaj Zavod Krog izvaja, tudi te lokalne organizacije vključili oziroma jih vključujemo v naše projekte, ki jih izvajamo v okviru Zavoda Krog na tem območju. Tako da ja, trenutno Zavod Krog bi rekla, izvaja dva konkretno projekta na tem območju oziroma enega na Bližnjem vzhodu, to je v Libanonu, enega pa v Sudanu. In zdaj oba projekta se sicer letos zaključujeta, v Libanonu pa tudi z 1. januarjem potem nov projekt začnemo izvajati. Kakšni pa so ti projekti? Kaj se tam dogaja? Kakšne teme jih izvajate? Ja, zdaj projekta sta si različna in oba precej povezana z potrebami konkretnimi prebivalstva na terenu oziroma z kontekstom, z situacijo v obeh državah. Tako da, če najprej mogoče o Sudanu kaj povem. V Sudanu že od aprila 2023 divja oziroma se država sooča z državljansko vojno, precej kruto. Takrat aprila 2023 se je tudi ta naš projekt ravno začel in zaradi tega smo takrat bili nekako primorani tudi lokacijo samega projekta in dejansko aktivnosti zelo prilagoditi oziroma spremeniti. V osnovi je bil projekt mišljen kot bolj razvojni projekt, ampak smo ga potem predrugačili na tak način, da je postal v veliki meri humanitarni projekt in pokrival res te osnovne življenjske potrebe ljudi, ne, predvsem tistih ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi vojne, ljudi iz Hartuma in okoliških krajev, ki jih je vojna toliko prizadela. Večinoma se je projekt izvajal v provinci Gadaref, na jugozahodu recimo države. To območje je tekom celotnega tega obdobja vojne bilo relativno mirno, tja so se zatekli ti ljudje, ki so bili prisiljeni svoje domove zapustiti, in njim se je zagotavljala pomoč v hrani. Ravno tako se je delalo na dostopu do vode oziroma omogočanju ljudem, da so imeli vodo, zdaj odvisno od lokacije do lokacije, kjer so na področju dostopa do vode se je predvsem delalo v centrih za te razseljene ljudi, kamor so se
ti notranji razseljeni zatekli. Nekateri centri so bili taki, da so tam že imeli nek vir vode, tako da se je v teh centrih 6 vodnjakov nekako obnovilo, nadgradilo, da so jih potem lahko začeli izkoriščati za pitno vodo. Nekateri drugi centri pa tega lastnega vira vode niso imeli, tako da se je potem tam vzpostavila, tja se je pripeljalo cisterne vode in se jih dopolnjevalo s pomočjo dejansko tovornjakov vode, ki so tja vodo dostavljali. Hkrati se je postavilo pol v 2 šolah tudi sanitarne prostore za deklice. Delalo se pa je tudi na področju kmetijstva, predvsem kmetijstva, ki je bolj okolju prijazno oziroma odporno na podnebne spremembe, in tekom projekta se je potem približno 100 kmetovalcev, kmetovalk na tem področju usposobilo in se jim tudi potem razdelilo semena, da so lahko v 2 teh setvenih sezonah dejansko lahko sadili in želi. Tako da nekje 600 kmetovalcev, kmetovalk je ta semena dobilo v, se pravi, teh 2 žetvenih sezonah 24-25. To je bilo zelo pomembno, seveda za prehransko varnost. Tudi, kot sem rekla, ta usposabljanja so se dotikala okolju prijaznega kmetijstva, kmetijstva odpornega na podnebne spremembe in to, da se je kmetovalcem, kmetovalkam dalo ta semena. Zakaj? Zato, ker trenutno v tej situaciji vojne in nekega takega kaosa, ki vlada v Sudanu, najbrž ti kmetje ne bi na nikakršen način mogli priti do semen, ker jih pač na trgu ni, cene so zelo visoke, slaba je kakovost teh semen v osnovi, tako da smo se res v okviru projekta s partnerji na tem področju bolj angažirali, tudi zagotovili ta semena, ne glede na ceno, dobili dobra semena, tako da ta vidik je bil tudi zelo pomemben. No, se je pa tekom projekta delalo tudi na področju enakosti spolov in boja proti nasilju zaradi spola. Predvsem tudi se je dotaknilo tem, kot so otroške poroke in obrazovanje deklic. Ta 2 pojava, škodljiva, sta v Sudanu še vedno tudi zelo prisotna in tekom vojne se je potem vse skupaj tudi še bolj, bi rekla, poslabšalo. Ampak v okviru projekta se je vzpostavilo v 4 skupnostih skupnostne mreže za zaščito pred nasiljem, se je izobrazilo po 15 članov v vsaki od teh skupnosti, ki so potem tekom projekta in bodo tudi po projektu nadaljevali, sodelovali na področju ozaveščanja proti nasilju zaradi spola oziroma o enakosti spolov. Se je pa hkrati tekom projekta tudi zagotavljalo psihosocialno pomoč pa napotovanja za žrtve nasilja do recimo ustanov, ki so zagotavljale neko pravno pomoč, zdravstveno pomoč oziroma druge vire pomoči. To je kar obsežna akcija bila, ne? Kako je pa z razvojem in sodelovanjem? Je se da tam, zdaj vem, v Sudanu ne, ampak mogoče kje druge, na kakšnem drugem območju, kako poteka razvojno sodelovanje? Ki ju je Zavod Krog izvajal v Libanonu, sta sicer bila bolj, bi rekla, humanitarne narave. Trenutno začenjamo nov projekt. Oba prejšnja projekta sta bila, bi rekla, večinoma povezana oziroma prioriteta je bila spodbujanje enakosti spolov, pomoč žrtvam nasilja in ozaveščanje proti nasilju po spolu, tudi proti otroškim porokam predvsem. Zdaj, trenutni projekt, ki ga začenjamo, je malo bolj tudi razvojno, bi rekla, orientiran, čeprav v osnovi to je projekt Ministrstva za zunanje in evropske zadeve oziroma Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve bo projekt financiralo in tudi razpis je bil
opredeljen kot razpis za humanitarne projekte, no, na Bližnjem vzhodu. Mi smo zdaj potem Libanon tukaj prijavili, ampak kot sem rekla, no, malo bo ta projekt šel tudi v to razvojno komponento in sicer, ja, delno bomo še vedno izvajali psihosocialno pomoč, napotovanje žrtev nasilja, na pravno pomoč, na zdravstveno pomoč in tako naprej. Še vedno se bo zaveščalo proti nasilju po spolu, o enakosti spolov in tako naprej. Se bo še vedno zagotavljalo ginekološko pomoč za ženske in ozaveščalo o tem spolnem reproduktivnem zdravju. Bo pa v okviru projekta vzpostavljena skupnostna kuhinja, v okviru katere bo se izobrazilo, usposobilo skupino žensk, ki bodo potem tudi naprej še vedno delovale znotraj te kuhinje, se pravi, bo ta kuhinja jim omogočila nek vir dohodka. Hkrati pa se bo na novo rehabilitiralo 2 kosa zemlje oziroma 2 vrtova, ki sta v lasti, no, 2 kmetovalk libanonskih. Ta zemlja je bila v bistvu poškodovana, uničena tekom tega zadnjega izraelskega napada, oziroma vsi ti napadi se še vedno nadaljujejo, no, kljub mirovnemu sporazumu, ampak ja, ta zemlja je bila poškodovana tekom teh izraelskih napadov, tako da zdaj je cilj, da se to na novo rehabilitira in tudi s tem, da se vzpostavi sisteme za zbiranje deževnice in potem napelje namakalne sisteme, take, ki bodo pač za tisto območje, pa za zelenjavo, začimbe in tako naprej, ki se bodo sadile najbolj primerne. Tudi se bo ženske usposabljalo na tem področju, bolj, bi rekla, okolju prijaznega kmetovanja, vrtnarstva oziroma na področju vrtnarstva, ki je bolj odporno za podnebne spremembe. No, zagotovilo se bo tudi čisto pitno vodo tekom projekta in ja, to je to, mislim, da. Torej, v bistvu ta razvojna pomoč gre v smislu semen in znanja, ne? Ja, znanje, tudi tehnologija, ne, kar zdaj vzpostavljajo se bo te sisteme za zbiranje deževnice, tega še niso na teh, zdaj to obstaja, ne, v Libanonu, ampak konkretno te ženske, ki bodo v projekt vključene, s tem še niso se spoznale. Potem sistem. Bo to tudi kakšno slovensko podjetje sodelovalo tle zraven? Konkretno pri temu vzpostavljanju sistemov za zbiranje deževnice ne, ampak pa pri potem izobraževanjih na področju kmetijstva. In tukaj bo del, no, tega izobraževanja povezanega tudi z vzpostavljanjem sistema hidroponike, hidroponičnega sistema, ki cilj je, da se en manjši sistem vzpostavi v ti skupnostni kuhinji, ne, ki bo delovala tekom projekta. In tukaj bodo slovenski partnerji, privat sektor oziroma manjše podjetje bo tukaj sodelovalo. Kdo pa? A že vemo, kdo? Aquanot, ja, SP. Oni se prav ukvarjajo s temi hidroponičnimi sistemi. No, hotela sem samo pač, da vidim, ampak ja, na tej točki stvari se spreminjajo, ne, se v končni fazi gre tudi razvoj naprej. Eno je tudi, da gre z razvoj naprej sicer z umetno inteligenco, kako pa je s tem, da samo še to poveva, pa pol zaključiva? Je v Libanonu veliko tega, ker vem, da marsikdo, ki pride z Bližnjega vzhoda, ima ti telefoni, so bistveno bolj napredni, pa uporabljajo, kot jih mi recimo, ne, izkoriščamo. Kako se ti zdi, kakšen občutek imaš ti? Tukaj pa bom težko ocenila, po mojem.
Zdaj, kar se tiče uporabe, jaz ne bi rekla, da skupnosti, s katerimi zdaj konkretno, v katerih konkretno mi delujemo, oziroma tudi naši partnerji, ciljne skupine, s katerimi delamo, da dejansko imajo zelo napredne telefone oziroma da jih izkoriščajo tudi za Za pridobivanje nekega znanja pa uporabe. Ja, mislim, da tega ni. Zdaj, dejstvo je, da tudi mi večinoma z ženskami delamo. Ženske so predvsem naša ciljna skupina in te ženske nimajo časa preprosto, da bi se nekaj same preko telefonov izobraževale. Te ženske se 24 ur na dan ukvarjajo s tem, kako bodo preživele sebe in svoje otroke, kako bodo otroke vsaj približno v tistem okolju, v katerem živijo, v redu vzgojile. Ukvarjajo se res s preživetvenimi vprašanji, kaj se bo jutri zgodilo, a bo jutri hrana, a bo jutri spet kak napad, ali take stvari. In tudi mislim, da nimajo. Zdaj, projekti sicer si tudi zato prizadevajo, da imajo ženske neko varno okolje, kjer se lahko malo umirijo, kjer se lahko malo znebijo tega stresa, teh napetosti, da potem dejansko imajo to mirnost, da se lahko ukvarjajo tudi z nekim izobraževanjem dodatnim, kot recimo so kake zadeve preko telefona, YouTubea in tako naprej. Ampak realnost je taka, da nimajo tega luksuza, bi rekla, kot ga recimo mi imamo, kar se teh izobraževanj tiče. Ja. Super, hvala Katja za današnji pogovor. Ja, prosim, z veseljem. Srečno na vseh ostalih projektih. Pa se